investicijskega programa več namenskih dom Crkve v Krki. Prosim, Sanki Sinica. Lepo pravda, mojem imenu. Torej, predmet obravnave je investicijska dokumentacija večnamenskega doma Crkve v Krki zaradi obsega 3 sklope investicijske dokumentacije, in sicer dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program. Investicijsko dokumentacijo je izdelalo podjetje Fedar in je izdelano v skladu z določili uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Predmet projekta je izgradnja novega večnamenskega doma Crkve v Krki, za katerega je bilo dne 28.2023 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Namen izgradnje tega doma pa je vzpostaviti sodobno in vsem dostopno središče lokalnega življenja, ki bo se svojo večfunkcionalno zasnovo odpravilo trenutno prostorsko stisko, ki ima krajevno skupnost in pa prostovoljno gasilsko društvo Crkve v Krki. Predvidena je izgradnja večnamenskega doma z vsemi inštalacijami v Poremu, skupne površine približno 1240 kvadratnih metrov, ter zunanje ureditev, ki obsega tudi izdelek 60 rodilnih mest. Po zaključni investiciji bo del večnamenskega doma Crkve v Krki predan v upravljanje HS Crkve v Krki, en del pa bo v brezplačni uporabi imelo PPD Crkve v Krki. Do sedaj je bilo na tem projektu porabljenih dobrih 112.000 evrov, in sicer za projektno investicijsko dokumentacijo, nakup zemljišča, komunalni prispevek, biološke in neurološke raziskave. V letošnjem letu je v predvideno financiranje iz proračuna občine Brežice do višini 150.000 evrov, nato pa v letu 2027 še v višini 1.150.000 evrov in v letu 2028 v višini 2.512.000 evrov. Od tega je predvideno sofinanciranje iz strani Ministrstva za obrambo, in sicer v letu 2027 v višini 400.000 evrov in prav tako v letu 2028 v višini 400.000 evrov. Hvala lepa. Hvala. Odpiramo razpravo, s tem, da moram povedati, da v sami fazi tega priprave gradiva smo tudi po nedelji prejšnji dobili kakaj malo žalostni meni z Ministrstva za obrambo. Veste, da 2 dni pred koncem mandata oziroma začetka volilne kampanje smo imeli ministra, ki nam je obljubilo, da tudi z letošnjim letom sofinancirano podobno višini 150.000 evrov. Žal pa 13.4. smo bili obvestili od njih, da to ni možno v letošnjem letu, ki je Ministrstvo za finance to odobri, tako da bomo v letošnjem letu malo proračuna samo 150.000 evrov namenjeno za to začetek. Za drugo leto malo podpisano v zavnosti 20 let, so pa morali še verjetno poglavljati za ministrstvo. Vendar ne glede na to, jaz mislim, da je čas, da to začnemo z izvedbo in da začnemo delati, če smo nekaj ljudni, je prav prekadimo, da ne bomo posnemali trenutno, ki so na vladi, ki nam zelo vladi obljubijo, koliko pozadnje. Bira razpravo. Šiva. Hvala za besedo, ampak mislim, da ste mi v tem, sproti sem se prijavila, ker sem vrtno vprašala, ampak ste mi že s tem odgovorili, ker z ministrom Sajovec pač še od tega nič ne ve, da ste vi to dobili. Ker sem vprašala Natašo in je ona ga njega vprašala, jaz sem zdaj pri telefoni. Ampak zdaj, če ste pa vi imate tam take informacije, pač so take informacije. Zakaj je bilo umakljeno? No, gledajte, da ste dobili, mislim, da vam je danes na mail sem pozvala, da se vam ta dokument napiše, imate pogledate na mailu. Zdaj, o tem, kaj je kdo nam obljubil, pa kaj nič ne ve, to je že z nje svrko. Jaz upam samo, da se tisti dogovori, ko so bili
skupaj zelo. Smo imeli samo eno let PR v bistvu vlade. Vi samo svoje hvalite, ne? Ja, ampak Vse narobe. Andreja. Tudi vaše lažje, ne, ko rečem. Dobro, ko smo čekali lažje, jaz zdaj samo govorim o tem, da smo tudi vas samo malo. Ja, ko kritizirate pa takoj. Glede, ja, Ja, jaz pa tudi lahko zdaj, ne? Se imamo vsi pravo. vem, ampak sem, da se ne bi rad, da se tu zdaj prepiramo, zaradi tega dejstvo je, da pač denar, ki je bil obljubljen, ki smo dobili, smo dobili tudi sklep iz ministrstva, kar pomeni, da v letošnjem letu 250 000 ne bo. In to pomeni, da bomo mi vseeno začeli, bomo se pa morali takoj, ko bo prišla nova vlada, bilo kjera bo pohajati za naprej, da bomo vsaj dobili v 28 letih, da potem še naprej na sredstva, ki bi morali skupaj dobiti v skladu z dogovorom, ki je bil podpisan. Tako da ni potrebno biti neč užaljen neben, je pa to realni sliki, ki jo imamo. Ja, sem to je bilo, kar se je začelo, mandat je bilo že razporejeno, da se bo začelo, da se začelo. Ne, vse se bo. Vse se bo, če bomo danes podpisali. Dobar, redi. Pomotala sem se prijavil v repliki. Če bi sam opozoril, da imamo mi z ministrstvom podpisano pogodbo, da iz vidika prisotnosti Slovenske vojske na tem območju in posledično, kako se že tem reče, manjšanje vrednosti ali oteženega življenja in tako naprej, da vojska oziroma ministrstvo sofinancira aktivnosti v višini do 400 000. Do 600 000. Tako pogodbo podpisati župan je bilo malo neodgovorno, ker ne moreš podpisati nekaj, ti bo plačal do neke vrednosti. Tako da ministrstvo se drži te pogodbe. Če pa obljubljo pa ni država, je seveda grda, ker okolo, ampak mislim, da je eno osnovnih težav. Eno osnovnih težav je v tem, da imamo tako pogodbo podpisano. Tista pogodba z fakulteto za turizem, ko smo prejšnji točki prenovali, je tudi tako, pač mi jim bomo sofinancirali, dokler ne bodo imeli svojih prostorov. Zakaj bi oni pravzaprav odkupili svoje, če pa lahko na ta račun dobivajo ta sredstva z občine. Tako da tudi tukaj je malo zgodovinsko ena čudno ozadje v podpisu pogodbe, kjer je cifra do ene vrednosti. Zašto? Jaz se strenjam, da je ta stvar mogoče malo narodna, treba pogledati, da vlast sklepa je obravnava občinskih svet in občinskih svet storijo kakve sklepe, jaz sem samo bil sjatnik, da se kakve občinskih svet storijo. Kaj da ti nič? To je pa predlago. Jaz. Hvala za besedo. Gledam seveda ta dokument in absolutno sem za to, da seveda cerkve dobijo ta večnamenski prostor, ta večnamenski dom. Me pa glede na te tudi današnje informacije malce strah, glede na to, da ta investicija časovno se upada tudi z gradnjo nove osnovne šole v Vrtičah. Ali dejansko neko občina zmore te take investicije istočasno, sploh, če bodo še težave z sofinanciarskim deležem strani Ministrstva za obrambo, kaj si ne bi predvsem želel, to, da bi se časovno investicija objekta, se pravi osnovne šole Vrtiče, kakorkoli časovno zaradi tega podaljšala ali spremenila dinamika ali tako. Dejansko zdaj, če se bo šlo istočasno v dve tako velike investicije, se pravi za 4 milijone pa za 60 milijonov, potem vemo, kako to v praksi ponavadi poteka. Zato, da se zadovoljijo
interesi enih in drugih se gre izvajati obe investicije. Hkrati se pa, bom rekel, potem dinamika plačevanja podaljša, kar pa pomeni, da tudi izvajalci potem dobivajo podaljšen rok in tako naprej, kar pa mislim, da vsaj v primeru šole nič ne bi se dopustiti. Toliko za mnenje z moje strani. Hvala. Ja, zdaj bom dal jasno odgovor. Do zdaj še občini Brežice 21 let, kar sem jaz 21 let, te prakse ni bilo, da ne bi plačali tisto, kar smo počeli. Res pa je, da predno se to dodvajalo, da se niso plačali po bistveno manjši račun. Tako da ni nevene bojazno, da ne bi to zmogli. Res pa je, da bo treba verjetno v naslednjih letah najeti še kakšen kredit in pa da bo treba v naslednjih letah tudi mogoče kakšno drugo ambicijo zmanjšati, ki jo imamo na vseh področjih. Tako da zaenkrat jaz mislim, da te obe investicije, če se skupaj moram reči, da smo kar ugodne ponudbe dobili, ker se šola tiče, zdaj sicer še niso pravno močne, smo dobili kar ugodne ponudbe izpod ocenjenih vrednosti, tako da obe ocenjujemo nekje tako 10-12 milijonov, kar pomeni, da v 3 letah 4 milijone ne bi smejo biti problem za občino Brežice, glede na to, da smo v lanskem letu imeli realizacije 13 milijonov investicij, pa ni bilo najbolj uspešno, jaz sem tudi naslednjo bolj, tako da jaz ne nobene prijazni, če bo še jaz na tem položaju, da se nekaj plačal. Seveda, če se doči kjeri, da bi nekaj zmogli, pa ne še nekaj nekaj. Hvala. S tem zaključujem in bi dal kar na nazovanje, da se potrdi. Imamo pa 3 sklepe za meni. Predmet se sklepo potrditi dokumenta identifikacije. Mikrofon se. Sam ta mail bi prosil, ker ga nimamo. Mojega niso dobili. Ne, bolj ni mail, na gradivih. Zdaj je že na gradivih. Bil je pomenil, na gradivih ni bil poročilo o delu župana, ker ga je tam župan tudi navedel. Se pravi, v gradivu o poročilu, kjer je bilo omenjeno, se imajo bolje objavljeno. Hvala. Se pravi, bil poročilo o delu. Hvala, sem to vemo. Glasujemo o 3 sklepih. Najprej sprejme se sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta čez večnamenski dom Cerkva v Krki. Drugi sprejme se sklep o potrditvi predinvesticijske zasnove večnamenski dom Cerkva v Krki. In pa tretji sprejme se sklep o potrditvi investicijskega programa večnamenski dom Cerkva v Krki. Jaz predlagam, da bomo vsakem posebej glasovali. Gledali bomo vsakem posebej. Gremo najprej prisotnost. In pa glasujemo najprej o prvem sklepu, ko sem ga vedel. O drugem sklepu samo glasujemo in treba glasovati. In pa v tretjem sklepu. Ugotavljam, so se 3 sklepi sprejeti, to nam daje tudi osnovo, da se napravijo te razpisne dokumentacije, da bo štiri razpisne, da se bi še lahko nekje letošnje leto začela vsaj izhodno tiste osnovne.